Kar se tiče zakona o novele zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Temu zakonu nasprotujemo ne zaradi njegovega temeljnega koncepta, ampak zaradi izvedbenih rešitev. Najprej moram reči, da se zavzemamo za to, da so ta gradiva, da so ti dokumenti nekdanje SDV in nekdanjih družbeno-političnih organizacij, torej Zveze komunistov in ostalih, da so ti dokumenti dostopni. Zlasti je pomembno, da so dostopni za stroko, za zgodovinarje, tudi za medije na vse zadnje, zato da lahko tisti, ki se s tem poklicno ukvarjajo, raziskujejo zgodbe iz naše nedavne zgodovine. Še posebej to velja za delovanje SDV, ker je to bila organizacija, ki je po vseh merilih nekako bila najbolj represiven in zahrbten aparat nedemokratične države. Zdaj, ta ideja, da se v zakon vgradijo določene izjeme za primere, ko gre za dokumente, ki bi eventualno lahko škodovali, razkritje škodovalo tudi interesom današnje države Slovenije. S to idejo se načeloma strinjamo. Torej, strinjamo se z predlagateljem zakona, da je treba v zakon uvesti varovalke za primere, ko bi razkritje gradiv škodovalo interesom današnje države ali posegalo v osebno varnost ali dostojanstvo posameznikov. S tem načeloma ni nič narobe, oziroma ta rešitev ni slaba. Namreč gre predvsem za tisti del dejavnosti SDV, ko je delala kot klasična obveščevalna služba. Poleg tega, da je bila politična policija, je v enem delu svoje dejavnosti upravljala tudi klasično, laično, bom rekel, vohunsko dejavnost, obveščevalna dejavnost, ki jo upravlja, je tudi obveščevalne službe demokratičnih držav. In v tistem delu nedvomno obstajajo tudi dokumenti, za katere je v interesu države, Slovenije, današnje, da se ne razkrijejo. Torej, izjemi načeloma ne nasprotujemo. Ampak problem je pri izvedbi. Ta izjema bi morala biti regulirana tako, torej skrbno in preudarno, in sicer, ko govori zakon o varstvu osebnega dostojanstva. Da, vendar menimo, da bi bilo treba jasno povedati, da se to nanaša na osebno dostojanstvo žrtev nekdanje politične policije in na osebno dostojanstvo tistih njenih pripadnikov, ki so opravljali klasično obveščevalno dejavnost v interesu države, ne v interesu partije. Ne pa tudi na osebne interese tistih, ki so opravljali dejavnost politične policije, ki so opravljali dejavnost ovaduhov, in seveda tudi tistih sodelavcev nekdanje SDV, ki so uvajali svoje sodržavljane in jih prizadeli s tem. Tu zakon ne naredi distinkcije. Treba jasno povedati, če naredimo izjemo, jo je treba zelo jasno definirati in omejiti. Drugič pogrešam omembo možnost delnega dostopa. Torej, zakon preprosto pravi, če je v nekem gradivu tak in tak dokument, to gradivo ni dostopno. To pomeni, vi imate lahko nek dosje, znotraj tega dosjeja je en problematičen dokument in zaradi tega bo lahko cel dosje zakrat za dostop. Delni dostop. Ta koncept poznamo iz zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Pomeni, če je v nekem dosjeju nekaj dokumentov, katerih razkritje bi bilo škodljivo, se samo ti izvzamejo. Če je v enem dokumentu samo nekaj podatkov, katerih razkritje bi bilo škodljivo, se tisti prekrijejo. Poznamo iz zakona o dostopu do informacij javnega značaja. In menim tudi, da bi odločitev o tem, da se ne dovoli dostop do nekega gradiva, o izjemi, mora imeti pravno varstvo, možnost pritožbe oziroma pravnega nadzora. In še nekaj, kdo naj o tej izjemi odloča. Tukaj nam primerjalni pregled, torej drugih postkomunističnih ali tranzicijskih držav pokaže, da so postavili za ta namen neke verodostojne inštitucije ali funkcionarje, imenovane z širokim konsenzom, političnim konsenzom, torej ljudi, ki imajo verodostojnost. Zato bi morala ta komisija biti imenovana strani ali komisije za nadzor nad varnostnimi obveščevalnimi službami ali pa na njen predlog bi jo moral imenovati parlament. Zdaj pa sestavljena tako, da
večino sestavljajo predstavniki vlade, oziroma tisti, ki jih vlada postavi tja kot predstavnike arhiva, Sove. Arhiva in Sove. Tu je problem. Torej, naše mnenje je, da je treba zakon zavrniti in poiskati dobre rešitve. Recept sem dal, kaj se da tukaj narediti. Posebej bi pa upozoril, da bi tukaj pričakovali tudi konstruktivno sodelovanje opozicije. Jaz mislim, da tukaj v tej zgodbi o arhivih so bile napake narejene na obeh straneh. Na eni strani je vlada naredila napako, oziroma so vladne inštitucije naredile napako, ko so mimo veljavnega zakona zapirale dostop do gradiva. To je gotovo bilo nepravilno. Vlada bi morala, če je že ocenila, da so določeni dokumenti, ki jih je treba zapreti, ker je treba narediti izjemo, bi morala takoj odreagirati spremembo zakona, takoj iti v posvetovanje z opozicijo in narediti predlog, ki bi bil vodotesen. Na drugi strani pa seveda tudi opozicija ne bi smela kategorično zavračati teh izjem, ampak iti v diskusijo, da bi se našla neka rešitev, ki bi bila v interesu države. Ker za to tukaj gre. Preveč je teh, se mi zdi, bilo prestižnih igric okrog teh arhivov, tukaj treba pogledati, kaj je interes države. Interes države, po našem mnenju, je, da so ti arhivi odprti, če pa so noter dokumenti, ki so z današnjega zornega kota problematični, potem je treba pa postaviti zakonsko izjemo in jo speljati na zelo korekten način.